Knjiga Dejana Pušenjaka Retrovizor s podnaslovom Dnevni gospodinjca je zelo posebna knjiga. Najprej odlično napisana, seveda, kar je že samo po sebi bralni užitek. Potem pa je to knjiga v večjih plasteh. Sicer dogajalni čas enega samega tedna potuje skozi čas nazaj in naprej, v nostalgične spomine ljubih ljudi, sprehodov skozi ljuba mesta, srečevanje znancev, prijateljev, poslušanje dobrih komadov, vsega tega lepega, kar nam osmišljuje življenje. Hkrati pa je tudi pogled v zakulisje surovih časov medijev in prevzemov teh, kar je seveda danes spet zelo aktualno. Predvsem pa je to knjiga o tem, kako si lahko morda rešiš dušo. Ali kot pravi stara svetopisemska modrost, kaj ti pomaga, če si pridobiš v svet, a pri tem izgubiš dušo. Prisluhnimo pogovoru o knjigi z avtorjem Dejanom Pušenjakom in urednikom knjige pri založbi Pivec Ninom Fliserjem. Hvala lepa, Zora, za to res krasno najavo. Dejan, knjižni prvenec v zrelih letih, kakšni so počutki, kar precej medijskega pompa se je dvignilo, cel kup intervjujev daješ zadnje dni. Kakšni so torej ti prvi odzivi in občutki pri tebi? Občutki so super. Izpolnil sem enega od glavnih motivov, se pravi, da mi punce pišejo in mi govorijo, da dobro pišem in da sem opažen. Se pravi, eden od osnovnih pogojev knjige je zadoščen, tako da zelo sem zadovoljen. Lepo je rekla moja prijateljica Tanja Radež, ki je oblikovala mojo knjigo. Super je bilo delati knjigo in enako super je tudi prodajati. Super, tudi jaz upam, da bo knjiga uspešno našla pot med bralce. Dejan, pišeš že od nekdaj, od mladosti. Po maturi na drugi gimnaziji si šel v Ljubljano na Filozofsko fakulteto, kjer si diplomiral iz primerjalne književnosti in filozofije. Že v študentskih časih si se začel ukvarjati z novinarstvom in od takrat pravzaprav pa do danes si ves čas pisoči. Seveda vmes si potem iz katedre šel na ljubljansko dopisništvo Večera, pa potem si prestopil v Delo in potem spet nazaj na Večer. Skratka, ena dolga novinarska pot je za tabo. Pa me zanima, novinarsko pisanje je pisanje ene vrste. Pisanje knjige je najbrž malo drugače. Kako si torej doživljal pisanje knjige zdaj po vseh teh tisočih in tisočih tekstih, ki si jih večinoma pisal za medije? Neizmerno sem užival, ko sem pisal knjigo, in včasih se mi je zdelo, da sem pravzaprav samo prestopil iz ene oblike medija v drugačno obliko. Se pravi, namesto v časopis tokrat pišem knjigo, ampak včasih sem imel občutek, da pišem tudi en dolg novinarski tekst, se pravi 400 strani dolg tekst, kar je sicer neobičajno dolgo, ampak motivi, težnja, zmeraj pisal sem po svojih najboljših močeh, tako kot vso življenje, z vsem svojim vedenjem in znanjem, trudil sem se maksimalno in zdelo se mi je, da pravzaprav ves čas pišem enako, se pravi pišem tako, kot mislim, da je prav, pišem tako, kot vidim, da je, ker da bi pisal po resnici, se mi zdi zelo pretenciozno reči, in mislim, da sem dokaj zadovoljen z svojim rezultatom. Kaj pa je bil povod za to knjigo? Na to klasično vprašanje sem si pripravil odgovor. Se pravi, 3 motivi so me vodili. Malo za hec, malo za res, ampak se itak vemo, da je v vsakem hecu nekaj resnice. Se pravi, prvi motiv je bil napotilo, mogoče celo že ukaz vseh dosedanjih mariborskih županov. Se pravi, šel sem tekmovati z Ljubljančani, kdo napiše boljšo knjigo. Drugi motiv je bil seveda zaslužek. Tretji motiv, ki pa je bil najbrž največji, pa je, da bi napisal zgodbo o malih ljudeh, kakršen sem tudi jaz, se pravi eden od 100 000 brezposelnih, ki nas ponavadi zgodovina iztisne, pozabi, nikjer nismo zabeleženi. V resnici pa so naše življenja polna zgodb, čudovitih, malo manj čudovitih. In to sem hotel opisati, se pravi, pustiti sled, da naš čas ni bil samo čas nekih plenilcev, roparjev, amoralnežev, stremuhov, ampak da smo, seveda so bili tudi ti, ampak da poleg teh smo živeli tudi mi, navadni, mali ljudje, ki živimo tudi marsikdaj zelo, zelo prijetno, zanimivo. To sem opisal.
Naslov je zelo pomenljiv in simbolen, torej retrovizor, pogled nazaj, vzvratno gledalo, premislek najbrž nekega časa, nekega življenja, podnaslov Dnevnik gospodinca, to je treba malo obrazložiti, torej po novinarski karieri, pa se bova tudi o tem kaj kasneje še več spregovorila, si zamenjal poslanstvo, poklic in si iz novinarja prelevil v gospodinca in pa potem še podnaslov, ima en podnaslov od 1. do 8. septembra 2016. Je torej res knjiga na 400 straneh nastala v 8 dneh. Bog jo je rabil 7 dni za stvarstvo sveta, ti si 8 dni rabil za knjigo. Ne, dlje sem rabil, samo on je neprimerno sposobnejši od mene. Ne, mislim, da pisal sem sigurno kako leto. Zelo naporen proces je in ena recimo zanimiva izkušnja, če bi bil še urednik, bi to predal mlajšim, zdaj pa ker nisem več, sem pa to opisal v knjigi. Skozi vso mojo dolgoletno novinarsko kariero je bil začetek vselej enako težek. Ko se vsedeš pred prazen list papirja, je isto težko začeti, prvo sekundo pa zadnjo sekundo. Vsak dan mi je bilo težko začeti, ampak takoj, ko sem začel, je steklo in neizmerno sem užival v tem pisanju, ampak je to v bistvu pravzaprav zelo, zelo naporno delo. Trudil sem se, da bi pisal vsaj 4 ure, 5 ur na dan, kadar mi je bilo to omogočeno. Dnevnik gospodinca je zelo realističen in naslov, ki je usklajen z dejanskostjo. Moja kariera gospodinca se je začela, ko sem šel za večera leta 16 in zelo zanimiva prigoda, takrat sem že vedel, da se mi obeta nekaj vznemirljivega. Je bila, ker so me morali odpustiti z večera iz razloga nesposobnosti in pridem jaz z tem listkom na Zavod za zaposlovanje po tole podporo in gospa gleda moj listek pa reče, jao, diplomiran filozof odpuščen iz razloga nesposobnosti, to bo pa težko najti službo v 40 letih karieri, nisem imela takega primera. In potem, ko me spraševala, kaj naj napiše, kot kdo iščem službo, sem rekel, ja, lahko napišete urednik, lahko napišete novinar, lahko pa napišete tudi astronaut, ker možnosti, da dobim službo, so itak enake. Se pravi, takrat sem ugotovil po vzoru na Jugoslavijo, ker mislim, da je bil, ampak tega nisem šel preverjati, ne vem, mislim, da je bil status gospodinca priznan. In sem ugotovil, da pravzaprav res živim kot gospodinjec in se mi dogajale čudovite stvari in absolutno navijam za to, da bi to mačistično našo sceno razrahljali tudi na tak način, da bi nekdo luzer kot jaz lahko spodobno preživel kot gospodinjec. Dajmo tega luzerja v narekovaje, ne? Če samo pogledam na tvojo predhodno kariero, bil si novinar notranje politične redakcije Dela, delal intervjuje z najpomembnejšimi slovenskimi politiki in ljudi iz tudi cerkvenih vrhov. Skratka, potem šel na Večer, bil tam urednik Sobotne priloge, v katerikoli drugi državi bi takoj, ko bi izgubil službo, te že čakale nove in nove službe, tako da tale nesposobnost, mislim, da so bili neki drugi razlogi za to najbrž v ozadju. K tem stvarem se še nekoliko vrneva, pa se zdaj mogoče posvetiva tem novinarskim vodam. Najbolj znan si pač kot novinar. Kako si pa sploh zašel v novinarstvo? Diplomiral si iz filozofije in primerjalne književnosti, potem pa nadaljeval od takrat kot novinar pravzaprav. Po naključju, tako kot se velike stvari v življenju ponavadi zgodijo, tako kot je nastala najbolj reproducirana fotografija Che Guevare, po naključju, po sreči. V bistvu moja zgodba začenjanja je klasična, se pravi, že kot gimnazijec, pa potem v času študija sem pisal priložnostne tekste za Večer, v glavnem o kulturno-umetniških dogodkih, se pravi, ne vem, recenzija koncerta Boba Dylana, kaj je še bilo to na začetku, se že malo mi je že ušlo iz spomina. Se pravi, takrat sem začel v resno novinarstvo, me je pa uvedel Branko Greganovič, ki je bil moj sošolec na drugi gimnaziji in je po nekem, mislim, da je bil on navdušen nad profesorjem filozofije Vladom Srukom, ki ga je nekako ufural potem za urednika katedre in pol je Grega, kot smo mu rekli, angažiral vse svoje stare prijatelje, tudi mnoge, ki smo študirali v Ljubljani, da mu naj nekako ali pišemo tekste, pomagamo pri postavljanju te študentskega časopisa Katedra, ki ga je urejal. In nekega dne me je povabil na sestanek v redakcijo in to prigodo
opišem tudi v knjigi in je bila prekrasna prigoda in tam se potem prišli smo Ljubljančani, mislim, da je bil še Matija Grah, Miran Lesjak, Igor Mekina. Tako smo nekako prihajali v kompletu. No in jaz stojim z Grego, pa mi predstavlja takratne sodelavce katedre, pa reče, no zdaj pa prihaja en naših urednikov, samo Resnik. In se avtomatično obrnem proti vratom, pa rekel, ne, tja se obrni. Pa pogledam skozi okno, pa vidim Resnika, kak leze skozi okno z ogromnim rukzakom, ker je bil stalno pripravljen, če bo treba bežati čez mejo. In tisto mi je bilo the best, se neko doma sem, med svojimi sem, super. In takrat smo začeli delati na študentskem časopisu Katedra. Takrat sem začel pravzaprav vstopu v to mrežo ljudi, ki so bili pišoči, perspektivni, razmišljujoči in smo se imeli the best. In takrat se je ta krog potem tudi razširil, potem to je bila sredina 80-ih, potem so se začela burna konec 80-ih, zaplenjali so nas, tožarili so nas, ogromno sem se naučil. Super je bilo, mislim, super obdobje, res. Je bilo še kdaj kasneje v karieri toliko entuzijazma kot takrat na katedri? Ja, je bilo, ja. Mislim, konec 80-ih je bilo v novinarstvu ogromno, kako bi rekel, prizadevanj, totalne profesionalnosti, blazno veliko zanosa. Super je bilo, pa še tudi v začetku 90-ih tudi, ne, potem, ko so se začeli ti privatizacijski lastninski procesi, potem je šlo v bistvu pravzaprav navzdol, ampak prehod iz 80-ih v 90-ta je bil, kar se tiče novinarstva, izjemno super produktiven čas. Tudi zelo odprt, svoboden čas. Ti si ta čas preživel kot novinar notranje politične redakcije Dela. Notranja politika je vedno v fokusu, ne, tako bralstva kot tudi politike. Kako si se spoprijel z tem pozornim spremljanjem tvojega dela, tako z ene kot druge strani? Ja, to delo sem opravljal profesionalno kot vsako drugo delo. Se pravi, nisem se družil ne s politiki, ne z duhovniki oziroma ne z cerkvenimi dostojanstveniki, ki sem jih pokrival. In zanimiva je ena prigoda, nekoč mi je, zdaj pa jaz nisem iz verne družine in tudi nimam, torej ne prakticiram vere, ne, in enkrat mi je en visoki cerkveni dostojanstvenik rekel, super zgledno pokrivate cerkev, nobenih profesionalnih ugovorov nimamo, ampak če bi lahko, morate vedeti, da bi vas večina nas takoj zamenjala z enim od svojih. Ta isti obrazec se je pojavljal tudi pri pokrivanju politične scene, ampak nikoli ni bilo, da bi to jemal kot nekaj nevarnega, ampak kot sestavni del posla. Tudi mnogi, mislim, valjda novinar, ki pokriva notranjo politiko, ima na dan 1000 telefonov, pa eni so bili prijazni, eni so bili grozeči, ampak to je sestavni del posla. Ne, dokler ti ne onemogočajo dela oziroma dokler te ne blokirajo pri tvojem delu, to dojemaš kot neke običajne pritiske in se skozi to pravzaprav samo krepiš. In takrat, ko sem jaz bil v moji najbolj aktivni dobi novinarskega dela, pravzaprav ni bilo ustrahovan na ta način, da ti bi nekdo vrgel iz službe, da bi te blokiral, da bi te cenzuriral, da bi ti rekel, da nečesa ne smeš objaviti. Takrat je bila v zavest, recimo, moj neposredno nadrejeni je bil Danilo Slivnik, pravzaprav z njim nisva delila nič skupnega, razen prizadevanj, da skušava napisati čim boljši tekst, ampak debate, ki smo jih imeli recimo v notranje politični redakciji Dela, so bile zmeraj z zavedanjem, da časopis potrebuje in ene in druge, se pravi in levičarje in desničarje, se pravi ene, ki pišejo tako, druge, ki pišejo drugače, različne stile, različne poglede na svet in zavest o tem, da šele ta spoj tvori dober časopis, je takrat kreirala časopis, ki je imel 100 000 naklade. Ko je ta zavest razpadla, so naklade časopisa tudi seveda zgrmele navzdol. Pa to je že neka druga zgodba. No, skratka, tako približno je bilo. Omenil si urednika Slivnika, imel si tudi druge kolege na tej redakciji, ki so bili na nek način ne zgolj kolegi tvoji, ampak mentori, ne, torej novinarji, ki so te najbrž s svojim zgledom zaznamovali, te priučili poklica, dali neke usmeritve za delo. V knjigi se nekaterih tudi spominjaš. Najboljša parola, ki sem se jo naučil na delu, je: nikoli ne podcenjuj svojih bralcev.
Tisti detajl, ki pa mi je recimo ostal v spominu, ali pa mogoče dva, ali pa no, ta, ki me najbolj opogumljal, pa je bil, ko sem prišel prvič, čisto novopečen, čisti zelenec, pridem v redakcijo Sobotne priloge, ki jo je takrat urejal Janko Lorenci, valjda si nesiguren, negotov, ne, in pridem in ima Janko pred sabo bel list papirja, kjer je imel natisnjeni 32 strani v malih kvadratih Sobotne priloge, zraven pa svinčnik in radirko. Wow, doma sem. In jaz tudi še vedno pišem z svinčnikom, celo življenje pišem z svinčnikom, torej sem stara šola, jaz sem začel na pisalnih strojih. Svinčnikom pišem pa zato, ker ko smo pokrivali recimo parlament, to pomeni, da si sedel 10 ur na balkonu, spremljal parlament, pisal čim bolj nadrobno, da si šparal s prostorom, pa da se boš znašel, potem pa si zadnji 15 minut letel v novinarsko sobo, kjer je bilo približno 20 pisalnih strojev, pa 3 zvočniki, za vsak zbor svoj zvočnik, in kjer so vsi kadili in klemfali na te stroje in ti si moral v 15 minutah napisati poročilo, ki ga boš do 7:00 oddal na deadline. In meni je ta fardamani kuli stalno spustil, ker noben kuli ni zdržal 10 ur pisanja in sem imel packe, in ko sem zaprl blokec in sem ga spet odprl, nisem vedel, kaj tam piše. Takrat sem se naučil, da moram pisati z svinčnikom, pa da imam radirko, da se korigiram, tudi če sem se kaj naknadno spomnil. In pridem v redakcijo Sobotne in Janko piše z svinčnikom in z radirko. Se pravi, neka taka lep prenos med enim staro šolo in nekim novim obetavnim mulcem se je zgodil na ravni materialnega, ne na ravni duhovnega. To je tisto, česar sem se učil, na ravni duhovnega sem se pa učil vsak dan, vsako sekundo v neštetih debatah, ki so bile the best. Pokrival si, kot si zdaj dejal, parlament, potem si kmalu tudi začel z intervjuji z vodilnimi imeni slovenske politike. Kakšen je bil takrat odnos politikov do novinarjev? To je zdaj precej aktualna tema v Sloveniji trenutno, ne? Odnos politikov do novinarjev, predvsem obstoječe vladne garniture. Kakšni so bili takrat odnosi, kako so bili takrat vodilni politiki dostopni do tebe, kakšna je bila komunikacija z njimi? Malo predstaviš svojo izkušnjo? Odnosi so bili po mojem enako napeti, bili so pa veliko bolj spoštljivi in bili so tudi, kako bi rekel, na neki ravni je bilo jasno, da se srečata dva dokaj enakovredna sogovornika, ki bosta vsak z svojo profesijo skušala ustvariti nekaj, kar bo krepilo sistem. Se pravi, mislim, da v mojem času ni bilo tako neumnega politika, ki bi mislil, da mora sesuti novinarja za to, da bo sam zavladal. Mislim, da je takrat vladala neka zavest, da ne glede na to, da nikoli oblastniki niso marali novinarjev, jasno, da ne, ampak bila je nekako izpričana zavest, da v tem konfliktnem razmerju so potrebni oboji, ker se bo vsak še najbolj izprijen režim šel zelo spoštovan na stežaj odprta vrata, če bo novinarstvo crknilo. In moja izkušnja z politiki je bila, da se v bistvu tega konfliktnega, napetega odnosa zavedajo in vsak je dal od sebe maksimalno, kar je mogel. On kot profesionalni politik in jaz kot profesionalni novinar. Trudili smo se maksimalno. To, recimo, kar zdaj opažam, se mi zdi taka velika novost v primerjavi z prejšnjimi časi, da so oblastniki nekako si vzeli v svoje roke pravico, da pljuvajo po novinarjih, da se znašajo nad njimi, da jih upravljajo, da narekujejo, kako bi bilo po njihovem treba pisati in to tudi kažejo. In mi to ne zgleda nič kaj prav dobro, ampak tako kot smo se menili, recimo, ali pa tudi kot sem jaz recimo, kot se sreča z tem vprašanjem, kakršnega si človek zmeraj postavi prej ali slej, ali bi naredil kaj drugače, če bi šel po isti poti? Mislim, da ne mislim, da bi isto naredil. Edino tisto, kar mi je žal, je, da se novinarji takrat, ko so začeli oblastniki tacati po nas, nismo uprli bolj močno. Se pravi, da nismo nudili nekega močnejšega odpora, ampak zdaj, kot vidim, kaj se zdaj dogaja, mislim, da smo zelo na dobri poti in novinarji so končno šli, ali pa smo šli v boj, da prevzamemo besedo nazaj v svoje roke, da javni prostor v bistvu nekako spet utirimo v stare tirnice nekega spoštljivega, dialoškega razmerja. In mislim, da smo na dobri poti in da se tokrat upiramo z to zavestjo
in da tudi politikom prihaja bolj ali manj v zavest, da nam pravzaprav take stremuške ideje o nekih idealnih stanjih, kjer bodo novinarji narekovali vse, tudi novinarjem pravzaprav razstavljajo sistem, od katerega bomo vsi nasrkali. Se pravi, ta zavest se nekako počasi utirja in zelo, zelo z optimizmom gledam v prihodnost in mislim, da smo, tako kot opažam z distance, novinarji dobro dvignili glavo in da je odpor, ki je zdaj šele na začetku, ampak mislim, da se dobro odvija. To je ena plat zgodbe, torej odnos politike do novinarstva, ki se je spremenil, ampak tudi novinarstvo samo se je recimo od 90-ih let kar precej spremenilo. So precej drugačni normativi, mogoče mnogi govorijo o krizi novinarstva, o tem, da so določeni profesionalni standardi padli, da so bili včasih višji. Kako pa gledaš na to plat? Seveda so, ampak z besedo so začeli upravljati pivovarji in bankirji. Oni so dobili preko tega, da so kupili ali prevzeli medije, so začeli narekovati besede in jih tudi določati. Se pravi, ljudje brez trohice izkušenj z časopisnega področja in brez trohice odgovornosti do besede. Jaz si poznam mnoge in sem z njimi imel tudi priložnost neposredno komunicirati. Vem, kakšna je bila njihova odgovornost do besede. Se pravi, beseda gre zmeraj najprej, beseda trasira naša dejanja, beseda zakoliči javni prostor. Ko so pivovarji in bankirji prevzeli upravljanje z besedami, se je novinarski javni prostor začel silovito siromašiti in kako bi rekel, poblesavljati, no? In tudi primitivizirati, ampak ni se to zgodilo samodejno. Ja, kje so bili povodi, da je nekdo z lastniškim prevzemanjem medijev skušal uveljaviti neke svoje interese, ali ekonomske ali politične, to boš ti znal bolj povedati. Ja, vzvodi so bili, da ste recimo dobili, če ostaneva v Mariboru, da je prišel za direktorja Večera nek Cekov, neki Tišma, neki Jure Struc, se pravi ljudje, brez trohice izkušenj, ljudje, ki niso v življenju, ne znajo povedati dva stavka, ki jim ni jasen pomen, vloga in način posredovanja besede in so imeli možnost nastavljati odgovorne urednike. Se pravi, veriga ljudi, ki nimajo nobenega spoštovanja do besede, je šla od zgoraj navzdol. To je v piramidalnih sistemih je to absolutno logična pot razvoja in zdaj smo tam, kjer smo. Se pravi, v totalno zbanaliziranem javnem prostoru, kjer lahko vsak piše, kar hoče in kjer se je iz vrha stimuliralo to, da je vsaka neumna torej da je direktor lahko vsak in da je vsaka beseda lahko objavljena in da je svoboda govora to, da ti lahko blekneš karkoli hočeš. Ampak ta ideja se je začela tam zgoraj. Ti si to iz prve roke najprej doživljal na Delu, kot novinar notranje politične redakcije. Kako je potekalo to tam? Ti si potem iz Dela tudi po nekaj letih odšel po teh lastniških prevzemih. Na Delu je to recimo potekalo tako, da ko je postala Majda Struc odgovorna urednica Večera, je šef, torej eden od šefov v našo redakcijo prinesel šampanjec, ki ga nismo odprli. Se pravi, šampanjec je prinesel zato, da bi se mi veselili, ker je to urednik brez avtoritete na vrhu konkurence, je dober znak, bi lahko bil dober znak za drugo konkurenco, ker to pomeni čim hitro uničenje konkurence, kar pomeni, Delo je takrat prodalo 2000 izvodov v Mariboru, kar pomeni, da se nam bo ta prostor odprl, da bo Delo lahko odprlo prodalo 10 000 izvodov v Mariboru mogoče, če bo Večer propadal in to je zanesljiv znak, da bo z Večerom šlo navzdol in tako se je tudi zgodilo. Šampanjca pa nismo odprli zato, ker smo vedeli, kar je prišlo nad njih, bo slej ko prej prišlo tudi nad nas in se nismo mogli veseliti tega osiromašenja konkurence. Takrat smo imeli neko, kako bi rekel, idejo o povezanosti, ki so jo potem seveda učinkovito, strateško, zelo, zelo premišljeno in dobro, profesionalno pretrgali med nami novinarji, ampak takrat je bila ta zavest, ki je pravzaprav ostala med nami o povezanosti. Ne? In sesuli so nas lahko zato, torej eden od razlogov po mojem je tudi zato, ker smo ostali tako izolirani. Ne? Eno od orodij je bil vpliv na uredniško politiko, to se je ponovadi dosegalo s tem, da so zamenjali urednike. O tem tudi pišeš ti v knjigi.
kakšni so bili ti postopki, ne, vpliva na tebe, recimo kot novinarja? Pa veš, kaj to so bili vsakodnevni, ne? Ampak to sodi k novinarskemu delu. Ti konkretni, vsakodnevni pritiski niti niso tako težki, ker se jih pravzaprav lahko ubraniš. Sicer moraš v to vložiti kar precej napora, pa to, ampak to gre. Tisto, kar je morilsko za časopisni sistem, je destabilizacija. Se pravi, ko ti menjujejo direktorja na 2 leti ali pa na 1 leto, ko ti pošiljajo ljudi iz televizije, ki nimajo prave predstave v časopisu, ki menjujejo urednike na 2 meseca ali pa ki imajo urednico, ki po 1 letu odstopi, pa je potem 1 leto časopis brez odgovornega urednika, ki imaš odgovornega urednika, ki kriči v desko, namesto da bi vplival na novinarje z avtoriteto. To je tisto, kar destabilizira sistem. Konkretnih tako imenovanih pritiskov se novinarji znamo ubraniti in so vsak dan se z njimi srečujemo in to ni problem. Problem je, ko ti zamajajo sistem, da ni več stabilen, ko ne veš, kaj te čaka jutri, ali boš še jutri izšel ali ne boš izšel. To je tisto, ko ne vidiš do jutri. Ne, se pravi, ko ne veš, pravzaprav, ko ne znaš predvideti prihodnosti, to je največja grožnja stabilnemu novinarskemu sistemu, kjer se sistem gradi počasi iz dneva v dan, vsak dan je nova zgodba in ko ti ga na leto rušijo, v bistvu se zamaje cel sistem. To je tisto, kar so dobro pogruntali in kar se je doslej dogajalo. Ti si iz dela potem odšel na večer, pa se ti je potem na večeru pravzaprav na nek način ponovila zgodba z temi raznimi turbulencami lastniškimi in si potem tudi odšel iz novinarskega posla. So bili kakšne sporednice, je bila zgodba enaka, delo, večer? Ne, nobena zgodba ni enaka, nobena, ampak nisem odšel iz novinarskega. Strukturno, ja. Ja, to ja. Na večer je bila hujša zgodba kot na delu. Torej, mislim, to, kar se meni dogajalo na delu, potem to, kar me je pričakalo na večeru, na koncu je bilo hujše od tega, kakršno je bilo delo. Ne vem pa, kakšno je bilo delo takrat, ko je bilo na večeru tako zelo hudo. Jaz sem napisal pravzaprav en velik, dolg novinarski tekst. V bistvu sem samo zamenjal medij, se pravi, ne pišem več v časopise, sem pač šel v knjigo, ne. Ampak še vedno hodim po svetu kot novinar, še vedno gledam, kaj se nam dogaja, še vedno pišem po enaki principi kot novinarstvo, ne. Se pravi, pišem o tem, kaj mislim, da je. Tako, ko pomislim, se mi zdi, da nisem nikoli zapustil novinarstva, ne. Kljub temu, da nisi več poklicni novinar, ampak v neki točki si vseeno bil na eni prelomni točki, ko so te pač odpustili iz večera, prej si opisal tisto zgodbo z Zavodom za zaposlovanje in si ostal pravzaprav brez dohodka in si se moral znajti. Kako se je bilo soočiti s tem, potem, ko si bil desetletja novinar? Najbrž ni enostavno kar preklopiti, ne? Ne, mislim, enostavno se zdi, da je, ampak potem vidiš, da ni. Ne, povsod sem imel zaprta vrata pravzaprav, ne, to, ampak zdelo se mi je pomembno, da tudi, torej, moja kaplja čez rob na večeru je bila, ko so začeli odpuščati, ker v tem nisem videl nobenega obeta za dobro prihodnost časopisnega medija, ne, moja vizija večera je bila čisto drugačna, se pravi, novi lastniki so ga dobili tako relativno poceni, naj vložijo še enkrat toliko denarja, naj okrepijo z mladimi ekipami. Vse potem so to nekako pokrpali, pa so šli v tej smeri, ampak na začetku je bila prva poteza, je bila destrukcija, se pravi, začeli so z odpuščanji in nekako se mi je zdelo, če bo meni uspelo kot odpuščenemu na prostem trgu se uveljaviti, pa sem bil dober, pa sem imel neko ime, bo to dober obet za vse odpuščene novinarje, pa ajde, grem probat. Po eni strani, kar se tiče denarja, pa vsakodnevnega preživetja te poti ne bi mogel svetovati, kar se pa tiče svobodnega pogleda na svet, pa ohranjanja zdravja, bi pa absolutno to vsem svetoval. In mislim, da je tako, kot so v življenju velikokrat rekli, ko se zaprejo ena vrata, se odprejo druga vrata. Se pravi, da se nekako preživeti, sicer z malo denarja, ampak se da.
recimo moja izkušnja je taka, da nima smisla vztrajati, takrat, ko ne moreš več razviti nobene zgodbe, pol je treba premakniti se, ne, premakniti polje delovanja, stopiti nekam drugam, začeti neko drugo zgodbo, se pravi, boljše se premakniti, kot vztrajati nekje, kjer si blokiran. Meni niti za sekundo ni bilo nikoli žal, čeprav mi je bilo žal dela, ki sem ga opravljal z neizmernim veseljem in ogromno ljudi, s katerimi sem delal strašno fino in sem užival v tem, ampak ko sem začel hoditi v službo z kepo v želodcu in ko sem videl, da nobene zgodbe več ne bom mogel razviti, da se vse samo klesti, se pravi samo manjša, se mi je zdelo, da je čas, da poskusim nekaj novega in sem vesel, da sem. V tem finančnem vidiku si povedal nekaj, kaj pa ta socialni vidik, ne? Kot novinar imaš vseeno nek vpliv, nek renome v družbi, nek status, najbrž se nekaj ljudi tudi odvrnilo od tebe, ko si odšel, oziroma videl si najbrž, kdo je bil pravi prijatelj, pravi kolega. Z te plati, kako je bilo začeti na novo? To je blazno zanimivo. Nekatere vezi, ki se spletejo v nekih dokaj nenavadnih časih, ostanejo. Če tudi desetletja nimaš z njimi stika, ampak nekatere vezi po nekem nedoumljivem človeškem faktorju ostanejo. Sicer so to vezi, ki mi niso mogli zrihtati službo, ne? Recimo ljudje, ki pa si že prej vedel, da so pač neki suhoparni oblastniki, so postali taki tudi vnaprej, ne? Ampak meni je bilo v zadovoljstvo opažati to, na kak način katere reči ostanejo skupaj, kateri ljudje ostanemo povezani skupaj, pa na kak način dojemajo tvojo novo vlogo. Ne, in sem bil tega pravzaprav vesel. Vezi, ki sem jih jaz spletel skozi 80-ta, skozi neka burna dogajanja, ki niso imele veze z recimo sredino 90-im, so ostale. Ne, sicer mi niso mogli pomagati do več denarja, ampak so mi pa pomagale v orientaciji v prostoru, kjer sem bil na začetku valjda dokaj izgubljen, tako kot pravzaprav vsak, ki izgubi službo. Kako si se našel potem v gospodinjstvu? Si imel že prej kakšne izkušnje, potem si prevzel skrb za družino, za hčerke, da si jih vozil v šolo, kuhal si doma. Rekel si, da si našel nekaj zadovoljstva v tem poslanstvu, poklicu. Ja, ravnal sem se po napotilu moje profesorice Eve Bahovec-Dolar, ki je, ko je Foucaulta obravnavala, mislim, da je bila neka okrogla obletnica Foucaulta, takrat, ko sem jaz zapustil službo, pa kjer je Foucaultova stara teza je bila, kjer je oblast, tam je odpor. Se pravi, kjerkoli se ti znajdeš, so šanse za odpor. In ko sem odkril, da se, mimogrede, še vedno sem gospodinjec, še vedno kuham pa perem, pa s hčerke vozim v šolo, še vedno. Torej, moj ritem se ni spremenil, ampak ugotovil sem, da ne glede na to, kaj ti delaš, imaš vzvode za odpor slabemu. In ko sem ugotovil, da je to možno tudi v mojem gospodinskem delu početi, sem bil presrečen in se pravi, našel sem smisel svojega življenja in sem ga v polnosti udejanil, pač polnosti, toliko, koliko je bilo meni dosegljivo, no. Družina je ena drug tak steber v knjigi, prvi steber je novinarstvo, ne? Drugi steber je to družinsko življenje, tretji steber Maribor in njegovi ljudje. V Mariboru živiš od nekdaj, tudi z veseljem si se vrnil v Maribor, bil si spremljevalec vseh teh dogodkov tam od 70-ih, 80-ih, 90-ih na področju kulture in mestnega življenja. Z veliko ljubeznijo pravzaprav in toplino pišeš o Mariboru in njegovih ljudeh, o tistih krajih in ljudeh, ki na nek način delajo Maribor mesto. Tvoj odnos do mesta, kako bi ga opisal, ne, v par stavkih? Kaj je tisto na Mariboru, zaradi česar se tu počutiš domače in prijetno? Ja, rojstno mesto, to se mi zdi zelo preprost opis. Drugače pa jaz sem odšel torej na študij v Ljubljano, ko sem imel 18 let, po študiju potem sem bil 15 let na delu in sem se šele potem z veliko časovno razliko vrnil v Maribor, kjer je življenje bilo pravzaprav bolj easy. Za razliko od Ljubljane, kjer je bila tekmovalnost res hudo visoka. Vrnili smo se pa čisto iz preprostega razloga. Moja vrnitev je izgledala tako, da ko sva z Mašo dobila prvo hčerko Ajo, torej pred 23 leti, sva stanovala v Delovi garsonjeri v Zupančičevi jami
In pol je imela sva psa, garsonjera je imela 24 kvadratov brez balkona in pol, ko te pride tista gospa učit malega otroka, kako ga previjaš, pa to skratka te uvede nekako prve izkušnje s prvim otrokom, je najprej, ko je stopila noter, ni mogla noter, ker so se plenice sušile po celi garsonjeri in njene prve besede niso bile to zdaj, kako zdaj ti otroka zrihtaš, ampak vse boste kmalu šli od tukaj, ne? No in takrat sva začela ugotavljati, da pravzaprav se bomo morala preseliti. In takrat so gradili Bežigrajski dvor, kjer je bila cena za garsonjero takšna, da bi moral jaz vzeti kredit do konca življenja. In ko sva prišla z vlakom v Maribor, sva šla po Partizanski peš, mimo nepremičninskih agencij, ki so bile nanizane na Partizanski, in sva se čudila. In je bila cena dvosobnega stanovanja v Mariboru manjša kot sicer novogradnja garsonjera v Bežigrajskem dvoru. Takrat sva ugotovila, da pravzaprav lahko testirava tudi zdaj v času globalizacije, ko te fopajo sicer, da ni važno, kje živiš, ker je itak ves svet povezan. Mogoče pa ne bi menjala službe, ampak bi menjala kraj bivanja. In takrat je bil odgovorni urednik Dela Mitja Meršol, vrhunski urednik, zadnji veliki urednik Dela, in ki se je vrnil iz Amerike in je rekel, tretjina Američanov že dela od doma, ni v interesu Dela, da se preseliš v Maribor, torej da odideš z Dela, bomo ti inštalirali računalnik doma in bomo probali testno z delom od doma. Moral sem se voziti recimo 3-krat na teden v Ljubljano, kar mi ni predstavljalo, uporabljal sem vlak, kar mi je bilo pravzaprav super. Tako da sem bil neki pilotski projekt dela od doma za sobotno prilogo in sem to delo upravljal zelo, zelo v redu, korektno, profesionalno, super. Tako da je bila najna vrnitev, torej naša vrnitev v Mariboru je bila nekako pogojena z materialnim preživetjem. Ampak potem, ko smo ugotovila, da je v Mariboru vse ceneje, da je življenje tukaj bolj, kako bi rekel, bolj elementarno pa bolj prilagojeno družini z malimi otroki kot v Ljubljani, ker je bila kompetitivnost hudo močna in bi se hočeš nočeš morala vklopiti v tisti ritem, nam je ritem življenja v Mariboru ustrezal. In kmalu sva prišla tudi do ugotovitve, da ni to res, da je zdaj svet že tako povezan, da je vseeno, v katerem kraju živiš. Ni, ne. Razlike med Mariborom in Ljubljano so vseeno velikanske, kar se tiče zlasti kreativnih možnosti, zaposlitvenih možnosti, kar se tiče finančne, kako temu reče, sposobnosti prebivalstva. So kar velike razlike, ampak mi je v redu, da sem našel tudi te. So mi bile inspirativna izkušnja, moram reči. Zdaj sem se spomnil, v knjigi pišeš o tem, ko prideš v Maribor kot novinar, da so tu novinarji v Mariboru bili bolj zliti s terenom, nek tak izraz uporabiš. Torej, da je bil nek drug odnos, neka druga mentaliteta tukaj v Mariboru. Ja, to uporabim v primerjavi Večera in Dela. Na Večeru je bilo recimo, medtem ko je imelo Delo svojo šolo pisanja, ki je bila pravzaprav zelo, zelo zahtevna. Ti si moral takrat komunicirati z lektorji, itak z mentorji, z uredniki, ampak to so bile noro dobre debate, ne. Je imel Večer eno tako, v Večer si lažje prišel z tem premalo reflektiranim tekstom. Zelo hitro je Večer objavljal. To je bila meni, ni mi bil ravno šok, ampak neka razlika, ki sem jo ugotovil, da v Večeru so se bolj neprecejeni teksti objavljali. Hitreje ga je nek komentator objavil v Večeru, kot si ga lahko objavil v Delu, ne. Tu je bil Večer nekako bolj ljudski, bolj je uporabljal to poulično govorico, ampak ta poulična govorica te včasih zavede tudi, da preneseš v časopis poulični nivo razmisleka. Ne? To je hudo težka past. No, ampak so bili tu, recimo Srečko Nidorfer je bil eden od teh avtorjev, ki je uporabljal poulično govorico na zelo, zelo visokem nivoju. Si pa imel tudi avtorje, ki ti mi niso bili tako všeč, ki so to poulično govorico neprecejeno nesli takoj v časopis, ne. So komentarji v Večeru niso dosegali teh ravni razmisleka, ki bi lahko, če bi bila debata pred objavo teksta mogoče malo intenzivnejša. Zdaj smo spet prišli na novinarske vode k Mariboru. Kar nekaj mesta nameniš v knjigi lokacijam v Mariboru, ki so kultne lokacije za določeno generacijo, ker so se zbirali ljudje, ki so tvorili to mehko vsebino mesta, umetniki, kulturniki,
drugi tudi športniki, recimo, opisuješ najprej gostilno Grad, pa Gic, pa Čajnico, skratka neke lokacije, ki mesto delajo mesto, če se tako preprosto izrazim. Moja največja drama je bilo, da najprej pri ljudeh, ker mi je polovica ljudi, ki jih omenjam, noter umrla, še predno je knjiga izšla. Druga pa je, da so mi pravzaprav večino lokalov, ki jih jaz opisujem, zaprli, še predno je knjiga izšla, ampak na to dilemo me je opozoril moj prijatelj Igor Medžegorac, ko mi je rekel, kako boš ti pustil Jančiča v knjigi. Se pravi, kot mladega fanta, ki obeta, kakor se mi je ga bil predstavil takrat, ko je bil Medžegorac odgovorni urednik RŠ v Ljubljani, ali kot enega stremuha in navadnega izdajalca najinega prijateljstva, tako kot si mi ga predstavil včeraj. Se pravi, ena težka dilema, ali pustiš stvari, tako si jih videl v tistem danem trenutku, ali jih korigiraš zmeraj za nazaj. In ko sem ugotovil, da to nima smisla, ker non-stop lahko potem brišeš zgodovino in non-stop nastaja ena sama knjiga, ki jo boš lahko objavil šele tik pred koncem, sem stvari pustil in se mi je zdelo zanimivo tudi pogledati, koliko lokalov mi je propadlo, medtem ko sem jaz knjigo pisal in medtem ko je knjiga izšla, pa je medtem mogoče minilo 2 leti, pa ni več Hude kave, ni več Tildosa, ni več Salona, pekarna se še komaj drži, mislim, ni več Race v pekarni, mislim, blazno nam propadajo stvari, zato se mi je zdela dobra fora obdržati jih v spominu, pa jih dati tudi v knjigo, da se jih bomo lahko v spominu jih oslikavali, pa se spominjali, kako je tam bilo, zato, da bi si pridobili, kako bi rekel, neko vedenje o tem, da je možno tudi drugače. Se pravi, da je alternativa v vsakem trenutku, če tudi se ti zdaj v tem trenutku zdi, da je ni. Je, ker imamo izkušnje o tem, kako je bilo včasih in kako je lahko. Seveda veš, da bo to že lahko jutri propadlo, ampak lahko si ustvarimo alternativo. Danes, ko gledamo, se nam zdi na vseh področjih, da ni alternative, kar pomeni, da so nam razsuli sistem skoraj da že v nulo. In sem skozi to pripoved o nečem, kar je včasih bilo, je izginilo, ampak se bo znova pojavilo v neki drugi obliki, hrabril bralce, ljudi, pa seveda ne nazadnje tudi sebe, da naj zaupam v prihodnost, ker če sprememba bo prišla, ne bo prišla sama od sebe, za njo je treba delati, ampak bo prišla, ker še zmeraj do zdaj je. Všeč mi je ta tvoj optimizem. Hkrati je knjiga torej kulturna zgodovina o teh vseh prostorih, ki so oblikovali Maribor in mestno življenje. Hkrati pa najbrž bodo prišli spet neki novi prostori, ki jih bodo potrebe časa novih generacij prinesle. Se že Poštna ulica, najbrž ena tak eksemplaričen primer tega, ko je neka urbana mlada generacija ali pa recimo srednja generacija rabila nek prostor, ki je potem iz nič pravzaprav v 10 letih zaživel, in je to zdaj glavno zbirališče v Mariboru. To si želim, da bi nekdo prepoznal. Torej, Poštna je izrazito unikatna. Poštne ne najdeš v Ljubljani, recimo, najdeš jo mogoče v Parizu. Po energiji, po načinu druženja, po strnjenosti, po lokalni intenzivnosti. Upam, da bodo to, mislim, ljudje, ki o tem odločajo, prepoznali, ker Poštna je pravzaprav povezana z glavnim trgom, z Koroško cesto, vse to se povezuje v en sklop. Poštna je bila za mene totalno pozitivno, prekrasno presenečenje. Kako pa vidiš Maribor danes, tendence v mestu v zadnjem času? Se ti zdi, da gremo naprej, da ostajamo na istem mestu ali da stagniramo? Ne. Tudi kakšno drugo možnost, ne zgolj te 3, ki sem jih navedel. Pa pravzaprav v Mariboru zmeraj opažam rahel napredek, ker ko pogledaš za nazaj, vidiš, da napredek vendarle je. Če ni že materializiran, je pa recimo, v času Kanglerjeve vladavine mogoče se je zdelo, da se veliko gradi, pa da se na neki točki nazaduje, ampak potem so prišle mariborske vstaje, kar so bile izjemen dogodek, unikaten, totalno. Se pravi, neka navidezna scena, za katero se zdi, da se nič ne dogaja, zmeraj lahko računaš s tem, da nekje v podtalju, ki mogoče ni vidno, pa vendarle vre. V ozadju tečejo procesi, ki nikoli niso vidni na prvi pogled. Tako da v Mariboru vidim, da mesto napreduje. Mislim, mi se imamo zelo dobro.
nič slabega ne morem reči, kar se tiče napredovanja Maribora v materialnem in v duhovnem smislu. Mislim, da tak ljudje, s katerimi komuniciramo, pa to je pristransko, ne? Vendarle smo mi zaprti v neke dokaj tak privatizirane kroge, ampak v krogi, v kateri se jaz gibljem, bi rekel, da se imamo dobro, živimo kvalitetno in svakog dana v svakom pogledu napredujemo. Malo skačeva s teme na temo, ampak tudi knjiga je napisana na ta način, da pelješ neko zgodbo pravzaprav od ene do druge teme, prehodi so gladki, povezujejo jih, tako si zdaj rekel, vsakog dana, v vsakom pogledu sve više napredujem, različne reference na glasbena dela, na literarna dela, na filme, skratka, to so stvari, ki so odigrale pomembno vlogo v tvojem življenju, tudi pri premisleku vseh teh življenjskih, poklicnih in družinskih stvari. Cel kup citatov je not v knjigi, ki so izbrani seveda zelo skrbno in se navezujejo na določene teme, ki jih opisuješ. Blazno zanimivo se mi je zdelo to, kar itak vsak človek nekako opravi. Slej ko prej se nekako ustaviš, pa pogledaš za nazaj in takrat se ti ta prehojena pot pokaže v čisto drugačni luči. Ohrabrujoče pa je to, da se ti ta prehojena pot vselej izkaže kot nek sistem logičnih zaporedij, vzrokov in posledic. Zmeraj je nek sistem in zmeraj lahko odčitaš tudi zakonitosti, ki narekujejo ta sistem, dokler si pa vpet v vsakodnevna opravila in dokler se pravi živiš hitro, ne zmoreš, bi rekel, nekako tako sistematično pogledati. Zato sem jaz tako blazno užival, ko sem pisal, ker je odkrivanje, ko pregleduješ svoje življenje za nazaj, enakovredno novemu življenju, ker odkrivaš plati, ki si jih pozabil, spregledal, nove povezave, vse se ti sestavi v celoto, vse se pokaže kot sistem in je razmišljanje za nazaj, bi rekel, da je čisto enakovredno življenju za naprej. Se pravi, iste, kako bi rekel, zakonitosti življenja nas družijo, ne? Nekako osmišljuješ to, kar si naredil, pa to, kar bo trasiralo najbrž tvojo pot v prihodnje tudi. Sjajno početje. Nisi odgovoril na ta del vprašanja o vlogi filmov, glasbe, literature v življenju? Ja, pripoved v knjigi je, kot temu rečemo strokovno, nelinearna. Se pravi, jaz sem moral zakoličiti neke koordinacijske točke, ki bodo držale bralca od ene do druge. Ker največja nevarnost nelinearne pripovedi je, da zgubiš bralca, se pravi, da se bralec zgubi v tem skakanju sem ter tja. In regionalne in časovne koordinate so mi predstavljale dobro oprijemališče za bralca, pa tudi za mene, da ko pridem do določene točke, se ustavim, malo razmislim, malo pogledam, kaj se je zgodilo do takrat, pa grem do naslednje točke. Se pravi, vozim slalom od zastavice do zastavice z vztrajnim prizadevanjem, da ne bi zavozil. Tako zdaj bomo počasi sklenila ta najin pogovor. Jaz vabim gledalce, gledalke, da si knjigo preberejo, ta pronicljiva razmišljanja tvoja o vseh stvareh, ki so jih tekom pogovora načela. Na koncu eno tako klišejsko vprašanje, kakšni so začrti za naprej, mogoče še kakšna knjiga, zdaj glede na to, da so odzivi kar pozitivni in pozornost javnosti velika glede knjige. Kaj bo Dejan počel prihodnje? Se boš reaktiviral mogoče kot novinar, zdaj si urednik tudi tega občinskega časopisa Za prijazni Maribor. Kam te nese? Moje urednikovanje časopisa Za prijazen Maribor je prostovoljno, je neplačano urednikovanje. Nese me v tem, da bi končno našel sredstvo za preživetje družine. Ampak ne vem, če smem to izdati, malo sem vraževerna, ampak kljub temu povem, kot sem že omenil, kot so mi umirali mnogi prijatelji skozi knjigo, sem razmišljal, da bi moja naslednja knjiga pravzaprav morala biti knjiga nekrologov za živimi. Ker to, ko sem videl, kako kolegi novinarji opisujejo človeka, ki je umrl, pa da mu tega niso napisali, niti izrekli takrat, ko je živel, se mi zdi blazno zamujena priložnost. Če bi lahko, bi napisal knjigo nekrologov za žive in bi jim povedal to, kar jim govorimo takrat, ko umrejo, ker bi si zaslužili, da to slišijo še dokler živijo. Sem bi mogel to prekrstiti, namreč zahvale, ker nekrolog bi bilo pa že malo hudokrovno ime za to vrstno pisanje. Dejan, hvala ti za ta zanimiv pogovor. Vabim vas, da
si knjigo, vkolikor so vas zainteresirala, priskrbite. Dobite jo na spletni strani založbe Pivec, www.založba.pivec.com. Če je kupec iz Maribora, lahko Dejan cuka za rokav in z veseljem bomo tudi kaj napisal v knjigo. Dejan, najlepša hvala za tale pogovor. Zahvaljujem se pa tudi Lutkovnemu gledališču Maribor, da nas tako prijazno gosti tukaj v svojih prostorih. Hvala, bilo mi je veselje.